Hej, kako kaj? Danes si bomo skupaj ogledali funkcijo concatenate. Zelo easy funkcijo, ampak zelo pomembno. Pa kar skočimo v datoteko, kjer se postavimo v celico D4. Tukaj na levi imamo v celicah A4 in B4 neke razdeljene besede, ki jih želimo združiti. Zdaj, to bi lahko naredili na vrsto različnih načinov, vendar si bomo danes pogledali funkcijo concatenate. Kaj pomeni beseda concatenate? V angleščini pomeni povezati ali združiti. Pa kar začnimo. Pišimo znak za je enako, pišemo začetek C-O-N-C in že vidimo predlog concatenate. Združi več besedilnih nizov v enega. Funkcijo bomo izbrali s tipko tabulator in si bomo za pomoč, da nam bo malo lažje, odprli f od x, pogovorno okno za vstavljanje argumentov funkcije. Trenutno sta na voljo samo dva argumenta, vendar če se postavimo v naslednjega, dobimo še enega in tako naprej. Postavimo se v prvi argument besedilo 1 in sicer ti argumenti nas sprašujejo, kaj naj združi skupaj. Torej, kot prvi argument bomo vzeli celico A4. Vzami mic in ga združi z drugim argumentom, celico B4. Vzami mic in pa Rosoft in ga združi v, že vidimo tukaj pri predogledu funkcije, Microsoft. In pa potrdimo z v redu. Easy peasy. Zdaj, če si pravi as, znaš to narediti brez pogovornega okna f od x. Postavimo se celico D6 in pa napišemo podoben primer za Excel. Napišemo concatenate, izberem s tabulatorjem in v spodnjem oblačku že vidim pomagalo, v katerem argumentu se nahajam. Vidim, da sem trenutno v prvem argumentu besedilo 1 in enako kot prej bom kliknil na celico A6. Da se postavim drugi argument, je tukaj vmes med njima znak podpičje. Vstavim ga s kombinacijo tipk Shift in pa vejca. Postavljen sem v drugi argument in spet samo izberem celico B6 in potrdim z Enter. Ful dobro in ful easy. Zdaj pa si pogledamo malo težji primer. Tukaj v celici D9 moram združiti besedi Microsoft in pa Excel, da bom dobil ime pripomočka. Microsoft Excel. Naredim enako kot prej, znak za je enako. Concatenate, izberem Microsoft, podpičje, Excel, Enter in dobim nekaj, kar nisem želel dobiti. Concatenate je že združil ti dve besedi, vendar jaz želim tukaj vmes imeti še presledek. Da nam bo malo lažje razumeti, kako se tega lotiti, si bomo pogledali tukaj eno malo tabelico, ki sem jo ustvaril. Tukaj so notri prikazani različni podatkovni tipi, ki jih imamo v Excelu. Prvi je število, torej nekaj, s čimer lahko računamo, lahko mu dodamo +2 in bomo dobili rezultat. Temu rečemo integer. Vidimo, da je ta podatkovni tip poravnan na desno stran celice. Drugi podatkovni tip, ki ga imamo lahko v Excelu, je besedilo, oziroma kot mu bodo cool programerji rekli, string. Vse besedilne vrednosti so poravnane na levo stran. Z njimi ne moremo računati, torej če bi Microsoftu prišteli +2, ne bi dobili nič, samo napako. Tretja vrednost, ki jo imamo, pa je vrednost true ali false ali pa boolean. Ja, to pa je vrednost, ki ga dobimo kot rezultat neke logične operacije. Torej, recimo tukaj sem notri vstavil, da je ta celica večja kot 10. In ker je Excel napisal true. Pomembno je zato, ker bomo tukaj vmes med tema besedama morali vstaviti presledek. In presledek ni ne število, ne true ali false vrednost, ampak besedilna vrednost. Vse besedilne vrednosti pri kodiranju potrebno napisati v narekovaje zgoraj. Pa dajmo zbrisati vse v celici D9 in dajmo še enkrat napisati concatenate je enako concatenate in pa si tokrat za pomoč odprimo okno f od x. Kot prvo vrednost bomo spet vzeli Microsoft, kot drugo pa v bistvu ne želimo Excel, ampak želimo presledek. Da ta presledek vstavim, ga bom po vsej verjetnosti moral napisati v narekovaje zgoraj. Držim torej tipko Shift in pa številko 2, pišem presledek in pa še enkrat narekovaj zgoraj. Kot tretji argument pa želim Excel, torej celico B9. Ko potrdimo z v redu, dobimo
to, kar smo v resnici želeli. Zdaj s funkcijo concatenate lahko delamo kar nekaj zanimivih reči. Recimo tukaj imam spustni seznam, kjer lahko izbiram različna imena in pa različne pripomočke. V tej celici, ki je v bistvu združena celica z drugo, pa želim, da se naj izpiše ime osebe, se uči, ime pripomočka in pa na koncu pika, kot prav stavek. Začnimo torej z je enako, concatenate, pa si odprimo za pomoč f od x. Kot argument 1 bo torej tole naše ime, kot argument 2 želimo se uči, torej, ker imamo besedilno vrednost, string, bomo to morali zapisati v narekovaje zgoraj. Narekovaj zgoraj, se uči. Zdaj, pred uči in pa Excel želimo tudi, da je presledek. Torej vpišimo presledek in pa zaključimo seveda z narekovajem zgoraj. Kot tretji argument pa želimo ime pripomočka. Manjka nam samo še ena stvar, to je pika. Tudi pika je string oziroma besedilo, zato bomo v četrti argument tudi piko vpisali v narekovaje zgoraj. Narekovaj zgoraj, pika, narekovaj zgoraj. Zdaj, če potrdimo z vredu, vidimo, da imamo na pol prav. Vstavili smo sicer presledek pred Excel, vendar nam manjka še en presledek pri se. Vrnimo se nazaj v f od x in ga vstavimo pred besedo se. Ko potrdimo, dobimo neko zanimivo poved. Super pa je, da lahko to poved spreminjamo s spreminjanjem vrednosti na samem seznamu. Če se želite naučiti, kako se ta seznam naredi, kliknite na video zgoraj. Zdaj, kje je funkcija concatenate koristna? Super je za združevanje imen in priimkov, namreč ponavadi želimo imeti te naše podatke čim bolj razdrobljene. Ne želimo imeti recimo Jan Drevenšek skupaj, ampak posebej Jan in posebej Drevenšek. Saj bomo včasih mogoče potrebovali samo priimek, še posebej pri spajanju dokumentov. Veliko lažje je podatke zlagati skupaj, kot pa jih ločevati. Pri takih seznamih pa se nam velikokrat zgodi, da imamo vmes kakšnega dvojnika. Zdaj to je easy, ko je seznam kratek, ko pa je seznam dolg več 100 vrstic, pa je odstranjevanje dvojnikov zelo težko. Zato si bomo v naslednjem videu pogledali prav to, odstranjevanje dvojnikov v Excelu. Tako da, če se še niste naročili na kanal, se dajte, da videa ne zamudite, spremljate pa lahko tudi mojo Facebook stran Office tečaji.